Ja, na prihodnost prevajanja verjetno najbolj vpliva razvoj strojnih prevajalnikov. Najbolj znani so ti veliki prevajalniki, kot so Google Translate, Microsoftov prevajalnik, DeepL, tudi prevajalnik Evropske komisije eTranslation. Torej, ti prevajalniki, predvsem zadnja leta, odkar so nekako v ospredje prišle nevronske tehnologije, postajajo vedno boljši tudi za slovenščino. Tako da se zadnja leta prevajalski proces precej spreminja v smislu, da je pogosto strojni prevod prva faza procesa, človeški prevajalec ali prevajalka pa potem besedilo obdeluje na tej podlagi. No, sicer pa je treba povedati, da tehnologije so v poklicu prevajalcev prisotne že dlje časa, ker se v bistvu že četrt stoletja ali pa več uporabljajo programi, ki si beležijo prevode in se s tem gradijo velike dvojezične baze, torej tako imenovani pomnilniki prevodov, tako da to je že dolgo časa prisotno. Sicer pa lahko pričakujemo, da bodo pač tehnologije, predvsem umetna inteligenca, ki izboljšuje jezikovne tehnologije, ne samo, se pravi, strojno prevajanje, ampak tudi ostale, se pravi, obdelavo govora, gestike, mimike, emocij in tako naprej. Vse to bo korenito preobrazilo pokrajino jezikovnih storitev. Tako da jaz v bistvu predvidevam, da poklic prevajalca seveda ne bo izginil, ampak bo pa ostal omejen pravzaprav za neke zelo specifične tipe besedil. Sicer pa potrebe po drugih jezikovnih storitvah vsekakor še bodo tudi vse večje, samo da se ta poklic morda ne bo več imenoval prevajalec, ampak mogoče upravljalec večjezičnih vsebin, transkreator, digitalni jezikoslovec ali pa kaj podobnega. Ja, torej, strojni prevajalniki že danes ponekod nadomeščajo človeške prevajalce. Če pomislite samo na številne spletne trgovine, kjer so opisi izdelkov strojno prevedeni in teh opisov zagotovo ni pogledal noben človeški prevajalec. Že pred nekaj leti na svetovni konferenci o strojnem prevajanju VMT 2018, takrat se je prvič zgodilo, da je nek sistem za strojno prevajanje, in sicer je šlo za sistem za angleško-kitajski jezikovni par in za prevajanje novic, da je sistem dosegel boljše rezultate kot človeški prevajalci, kar nekako velja za tisto prebojno točko, ko stroj nekako doseže človeka. Recimo v zadnjih letih so se pojavili tudi strojni prevajalniki za jezikovne pare, za katere sploh ne obstajajo dvojezični podatki. Ti prevajalniki oziroma ta metoda se imenuje Zero Shot Translation in je predvsem zelo obetavna za tiste neke bolj eksotične jezike, za katere je bilo sicer težko graditi jezikovne tehnologije. Tako da tukaj je ta potencial zagotovo ogromen. Po drugi strani pa vidimo, da umetna inteligenca vsaj v sedanjem stanju prevajalniki še vedno niso sposobni upoštevati nekega širšega konteksta besedila, nimajo znanja o svetu, ne prepoznajo prenesenega pomena, ironije, humorja, ideološke obarvanosti in tako naprej. Tako da je še kar nekaj prostora za razvoj. Ja, tukaj se mnenja morda nekoliko razlikujejo. Jaz moram priznati, da sama seveda spremljam ta razvoj in sem torej že večkrat ostala dobesedno brez sape, ko sem gledala ali pa brala kakšen DeepL ali pa Googlov prevod. Tako da na nek način je razvoj še hitrejši, kot smo si morda to pred nekaj leti mislili.
Torej, mogoče je čisto poveden podatek tudi ta, da recimo Evropska komisija, ki je največja prevajalska agencija na svetu, je strojno prevajanje dejavno vključila pravzaprav v vse svoje procese, tako da očitno je strojno prevajanje že na taki ravni, da se uporablja tudi za zahtevna ali pa pravna besedila teh vrst. Po drugi strani je pa že spet tako, da pri nekih slogovno bogatejših besedilih, kot so umetnostna besedila, publicistična besedila, predvsem pa morda pri tistih besedilih, kjer so velike razlike v nekih žanrskih posebnostih med angleščino in slovenščino, naprimer, tam so strojni prevodi sicer morda razumljivi, ampak še vedno daleč od tega, da bi prevajalniki sproducirali besedilo, ki bi bilo ustrezno tudi z slogovnega vidika. Torej neke bazične storitve v tej smeri ponuja na primer že Google. Google ima kar spodoben razpoznavalnik govora za slovenščino, ki ga potem kombinira z strojnim prevajalnikom, da lahko načeloma prevajamo slovenski govor, nima pa, vsaj ne v teh nekih svojih običajnih storitvah, tvorjenja slovenskega govora. Tako da prav tolmačenja iz govora v govor Google trenutno ne ponuja. Sicer je tako, da nasplošno ta tehnologija, ki je bila tradicionalno sestavljena iz teh 3 kosov, se pravi iz razpoznavanja, prevajanja pisnega besedila in potem tvorjenja govora, se v zadnjem času nekako preobraža v tako imenovan end-to-end model, to se pravi, da se prevajalniki oziroma tolmači, strojni tolmači učijo kar neposredno iz govorjenih podatkov. Morda pa je zanimivo še to, da se je ena torej sorodna tehnologija razvila v Sloveniji, in sicer je Univerza v Ljubljani razvila pravzaprav avtomatsko podnaslavljanje predavanj, se pravi razpoznavanje slovenskega govora in potem podnaslavljanje. Komunikacija je v bistvu osrednji del človeškega življenja, zato so jezikovne tehnologije postale v zadnjem času v bistvu osrednji del razvoja umetne inteligence nasploh. In to so že pred časom spoznali tudi vsi praktično tehnogiganti, ki razvijajo lastne strojne prevajalnike, pa tudi govorne tehnologije, če pomislite na tehnologije kot sta Siri in Alexa. Da bi pa nekako pomen jezikovnih tehnologij prepoznale tudi vlade, se pravi, da dobra pokritost z jezikovnimi tehnologijami je pomembna tudi za razvoj gospodarstva, za izobraževanje, za znanost in za državljane nasploh. Tukaj pa seveda nekoliko zamujamo. Če dam en praktičen primer, če bi na primer se neko slovensko podjetje odločilo izdelati gospodinjski aparat, ki bi imel vgrajeno govorno podporo za slovenščino ali pa morda tudi večjezično podporo in bi se sporazumeval s svojim uporabnikom, bi to slovensko podjetje zelo težko se zanašalo na jezikovne tehnologije recimo nekega slovenskega porekla, ker so čisto preprosto produkti prej omenjenih tehnogigantov boljši ali pa jih v Sloveniji teh tehnologij sploh še nimamo. In to je seveda v smislu neke neodvisnosti od teh velikih korporacij precej pomembno, tako da počasi se mi zdi, da se to spoznanje prenaša nekako tudi v zavest odločevalcev, da so projekti z tega področja pomembni in da ima to, se pravi jezikovne tehnologije, da imajo eno tudi pomembno podporno vlogo pri številnih drugih gospodarskih, kulturnih, umetniških, izobraževalnih dejavnostih.